Dober dan in lepo pozdravljeni na še eni pravljični urici knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje. Tokrat bo malo drugačna, z menoj v družbi namreč robotka Eva, ki jo že vsi poznate. Bova pa danes za vas pripravili in prebrali ukrajinsko ljudsko pravljico z naslovom Rokavička. Dedek je šel po gozdu, za njim je tekel psiček. Med potjo je dedek izgubil rokavičko. Teče mimo miška, zagleda rokavičko, zleze vanjo in reče: to bo domek moj. Takoj na to priskaklja: skok, 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 žaba in vpraša: kdo stanuje v rokavički? Miška odgovori: jaz, mala miška, kdo si pa ti? Jaz sem žabica, skokica, vzemi še mene k sebi, prosi žabica. Kar pridi, jo povabi miška. Tako sta se obe naselili v rokavički. Mimo priskaklja zajček, zagleda rokavičko in vpraša: kdo stanuje v rokavički? Jaz, mala miška in žabica skokica. Kdo si pa ti? Vpraša miška. Jaz sem zajček dolgouhec, sprejmita še mene k sebi, prosi zajček. Kar pridi, mu reče ta. Zdaj so že trije domovali v rokavički. Priteče lisica in vpraša: kdo stanuje v rokavički? Jaz, mala miška, žabica skokica in zajček dolgouhec. Kdo si pa ti? Vpraša miška. Jaz sem lisica, zvitorepka. Sprejmite še mene k sebi, prosi lisica. Kar pridi, ji rečejo. Zdaj se že 4 stanovali v rokavički. Pridirja volk. Ustavi se pred rokavičko in vpraša: kdo stanuje v rokavički? Jaz, mala miška, žabica skokica, zajček dolgouhec in lisica zvitorepka. Kdo si pa ti? Vpraša miška. Jaz sem volk požaruh. Sprejmite še mene, prosi volk. Kar pridi, mu rečejo. In zleze še volk v rokavičko. Zdaj jih je bilo 5. Kar jo primaha merjasec. Kdo stanuje v rokavički? Vpraša: jaz, mala miška, žabica skokica, zajček dolgouhec, lisica zvitorepka in volk požaruh. Kdo si pa ti? Vpraša miška. Jaz sem merjasec, dolgorilec, vzemite še mene k sebi, prosi merjasec. Prava pokora, vsak bi rad v rokavičko. Saj ne boš mogel noter, skrbi miško. Bože kako, kar pusti me, je vztrajen merjasec. No, naj bo, pa poskusi, reče miška. Še merjasec je zlezel v rokavičko, zdaj jih je bilo že 6. Tako so bili na tesnem, da se niti ganiti niso mogli. Nenadoma pa so začele pokati veje. Iz gošče je prilomastil medved in zarjovel: kdo stanuje v rokavički? Jaz, mala miška, žabica skokica, zajček dolgouhec, lisica zvitorepka, volk požaruh in merjasec dolgorilec. Kdo si pa ti? Vpraša miška. Nekaj precej vas je. Jaz sem medved kosmatinec. Sprejmite še mene k sebi, prosi medved. Kako neki prijatelj, mu reče miška. Saj smo že mi hudo na tesnem. Bože kako, je prepričan medved. No, pa zlezi, ampak previdno, mu rečejo. Zdaj je še medved zlezel v rokavičko. Bilo jih je 7 in rokavička je bila tako natlačena, da je kar pokala po šivih. Doma je dedek hotel natakniti še drugo rokavičko. Išče, rokavičke pa nikjer. Obrnil se je in se vrnil, da jo bo poiskal. Psiček je stekel naprej, teče in vidi.
Rokavička leži na tleh in miga, kakor da je živa. Psiček pa, hov, hov, hov. Živali so se prestrašile, klonile iz rokavičke in stekle po gozdu, da so se jim pete kar bliskale. Dedek je prišel in zagledal svojo rokavičko. O, kako je bil vesel! Spravil jo je v žep in nikoli ni izvedel, kaj se je godilo med tem. Če vam je bila najina pravljica tokrat všeč, dragi otroci, bomo zelo veseli, če kaj narišete ali pa napišete in bodo to vaši starši prilepili spodaj pod to objavo v komentarjih. Hvala in lepo se imejte.